Prišla je depeša iz srca domovine, vojska je poslala 3 poklice za 3 atmosferce. A lahko kar preberem? Dej, mene zanima, čak. Saša, letalski tehnik, Jure, kuhar, Ciril, glasbenik v orkestru Slovenske vojske. Dej, ne deli se. Najlepše ustnice imaš. Turbenta? Ba je. Pojmo. In tako smo atmosferci zagrabili priložnost 3 poklice Slovenske vojske spoznati čisto od blizu. Jure in Saša sta dan začela na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, priključila sta se jutranji vadbi. A ti veš, kje je on? Ja, vem, kje je. Mislim, da ima opravičilo, ampak obstaja v vojski opravičilo, če je treba prijeti. Mislim, ne vem, če obstaja, ne? Brata, mislite, da se mi ne ljub telovaditi, ampak jaz moram na svojo prvo vajo. To je pa zato, ker bom že čez par ur moral igrati spremljavo orkestru. S trobento. Ajde, da vidimo, kako bo tole šlo. Ja, najprej pozdravljen v orkestru Slovenske vojske. Hvala. Sem slišal, da si želiš trobento igrati z nami. Ok, ja, to lahko sem malo ustavim. Veliko čast mi je, da sem tukaj. Jaz sem vedel, da bom moral igrati inštrument, ampak ko se je določalo, kaj bom igral, mene ni bilo zraven. Bom najprej jaz zaigral na ustnice, zavibriral ton, nato boš pa ti ponovil za mano. Okay. Srce in motor za lava smo. A si v redu? Malo štiha, ampak daj. V redu, super. Še eno minuto za Cirila. Ne. Višji vod, jaz prosim za besedo. Kot poveljujoči atmosfercem najstarejši bi cel oddelek, ki ste danes tukaj z nami trenirali, oziroma midva z vami, povabil na eno dobro atmosfersko malico, pa obljubim, prisežem na grb in zastavo, da ne bo dišala po dizlu, bencinu ali elektriki. No, evo ga, to je ta moment, ki smo ga vsi čakali. Jure je postal kuhar v Slovenski vojski. Zapestja in prste je Jure ogrel z lupljenjem krompirja, dobra predigra pred mešanjem solate. Kaj pa imamo? Imamo rodiček, imamo fižol, ne? Pa prosim, da me ne, kamera, da me ne boste zdaj začel zafrkavati, da cviček nalivam, to je kis. Opa, lej, danes bo malo jača porcija tudi za kruh namočati, ne? To je pa za CO2. Ne, to je pa biološko orožje. Manevrc. Manevrc? Ja. Tu vam pa narek, leto. Ročke gor. Evo ga, svržer je not. Lock and load. Mojca, ne smem prehitro mešati. Ne. Kole bo v redu? Ne treba mešati, da nic se ne pije. Ne bo, je dober kotov. Malo moram, ker je res dober občutek. Vse tu mi dovolite, ne? Jaz za moj okus bi dal še malo soli pa popra. Da se bo na okusu kaj poznalo, ne? Dobro tebi to gre, ti bi mogel k nam prije delati. Jaz ne bi imel nobenih težav v vojski v kuhinji delati. Se je razpis za kuharja. A je? Seveda je. A iščete? A iščemo. A ste ameriškim letalcem kdaj ponudil tudi potico? Tudi. Najbolj so zadovoljni pač z našim kranjskim klobasom. Ne, res? Ja. Bravo. Kranjske to jim je, ne vem, top. A? Vse pa vojaško. Vola! Fante, jaz upam, da je dobro, dober tek. Medtem ko je Jure stregel, je Saša že oblačil delovni kombinezon. Kulje ne znam nuditi. Kaj šele, zdaj grem pa avione popravljati. Šraufat bo treba, pa najbrž še kaj. Smer, hangar. Dobar dan. No, danes bomo, kar se tiče, bomo pripravljali prvi krak, katerega bomo namestila po pregledu in oprane, ga bomo namestila gor potem na
helikopter. Jaz sem doma ponija imel, pa sem ponija šraufal, A, tako da okej, če super. je to ok. Ja, je to isto. Okay, ja. Tole mi je povšeč. Prav pomirjujoče. Pač takoj vidiš, lej, čist, lej, špura, čist. Je zelo iskan poklic, vse posod. Je, ne? Ampak zakaj je pol, če je iskan poklic vse povsod, kaj pa je tista prednost v vojski, da pa prideš? Vojska te brezplačno šola tukaj, ne? Seveda. In ti moraš pač, da ti podpišeš pol pogodbo za toliko in toliko let, ne? Ja. Se pravi, eno tako šolanje, napijem vse skupaj, preden priješ do licence, košta tudi do 50.000 evrov, ne? A res? Ja. Koliko časa pa traja, Se recimo? pravi, naprimer, te prvo imaš 5 tednov si v Ameriki na šolanje, se pravi, imaš zunanji del, imaš sam helikopter, potem greš pa še v Anglijo, je pa še 4 tedne, je pa za motor. Wow. Pa ko se te vse to narediš, imaš izpite in ko priješ, ko izpite narediš, lahko pišeš svojo licenco in začneš delati. Se pravi, da priješ do enkrat do samostojnega, za samostoj rabiš od 3 do 4 leta, da si samostojen. Tole še ali so Ne, v redu? to je Meni se redo, zdi to bom okej. zdaj sam še uprala in to je to. Dobim štempilko. Dobiš štempilko. A veš, že kolegice zlagaš, si ful pozoren na vse, kaj šele, ko se igraš ta pravim helikopterjem. Bova midva na roke malo. Bomo ga na roke malo. To je. Kar pej dol počas. Evo. Bravo. Gremo v luft! Gremo v luft. Po helikopterju še letalo. Eden od pilotusov je zrel za temeljit pregled sistemov hidravlike. Saša iz kokpita odpira in zapira zračno zavoro in dviguje ter spušča podvozje. Eskadrilja je v dobrih rokah. Medtem sem jaz opravil vzvajo in čakam na nastop. Občudujem glasbenike orkestra Slovenske vojske in nervozno čakam. In zadovoljen bom že, če se trobenta sploh oglasi v trenutku, ko to pričakujejo drugi. Pardon. A lahko še enkrat poskusimo? Slovenska vojska ti nudi čisto vse, tudi če prideš v točko nič. Se pravi, dobiš poklic, znanje, zavetje, plačo, pa še v službi domovine si. Jaz sem danes kuhal za celo kasarno, nor občutek. Saša je popravil helikopter. Ciril je vstopil v glasbene vode. Hočem ti reči vse. Od pasulja do Rolls-Roycea do trobente. Ne pozabite, če želite od blizu spoznati poklice Slovenske vojske, predlagamo en fin datum, 14. maj, lokacija Maribor, dvorana Tabor, dan Slovenske vojske. Pridite pogledat. Mi pridemo tudi, ne? Seveda pridemo. Vse smo v službi. Poglej to. Gregorčič bo kuhal. Jaz bom šraufal. Upam, da pa da Ciril ne bo igral. Ja, to pa res. Ali sam še enkrat probam? Ja, dej. Vse smo rekli iz točke nič. S pasuljem bo vse v redu, ne vem pa, kako bo z ušesi. Ej, točka nič. Sem zrihtal rotor, lahko greš.